Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledajte MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Preden gremo na današnjo epizodo, bi vas rada spomnila na naš tradicionalni dogodek MoneyHow Live, ki se bo odvil 22. maja. Na tem dogodku bomo s komedijanti roastali slovenski kapitalski trg. Kateri so ti komedijanti, bom pa tudi kmalu razkrila. Na dogodku bo tudi prisoten minister za finance in tudi kar nekaj zanimivih gostov. Hkrati bi vas spomnila tudi na našo posebno rubriko MoneyHow Friends, kjer objavljamo kratke do 10 minut dolge video o različnih tematikah. Na zadnji sem objavila, imam delnice Vzajemne, kaj zdaj, in pa recimo objavila sem tudi pojasnilo, zakaj so mi blokirali na nemški neobanki na 26 račun. Pa mogoče samo še to na hitrco, marčevski bootcamp, investiranje za začetnike je že zapolnjen, aprilski pa se zelo hitro polni. Glede na korekcijo na borzi je lahko vstop na borzo cenovno bolj ugoden. Če ne veste, kako se lotiti investiranja, ste lepo vabljeni. Danes je z menoj Andraž Grahek iz Capital Genetics. Andraž ima dolgoletne izkušnje z investiranjem, bil je upravljalec premoženja, tudi sam je investitor in bova danes se bolj pogovarjala o tem, kako upravljati svoj denar skozi ta viharna obdobja. Zdravo, Andraž. Živijo. Zdaj sam na hitrco mogoče, iz četrtka na petek se je zgodila res prava drama na delniških trgih, da o kriptotrgu ne govorim. Res se je kar precej zatreslo, Nasdaq je iz četrtka na petek upadal za 2,75%, S&P za 1,6%, korekcije so doživele praktično številne delnice, recimo Nvidia je upadla za dobrih 8%, praktično vsi iz skupine fantastičnih 7 so se korigirali za nekaj odstotkov. Skratka, pod črto lahko rečemo, da je pošteno zatreslo. Indeks VIX, torej ta indeks strahu, ki meri nihajnost na trgu, je tudi poskočil, ampak ob koncu trgovanja se je nekoliko umiril. Pa mislim, da se je ta kazalec premaknil v območje ekstremnega strahu. Prava drama se je dogajala tudi na kriptotrgu. Bitcoin je v nekem momentu bil celo pod $80,000, trenutno se vrti okoli 80,000, se pravi, ko govorim trenutno, 28. februarja smo ob 13:20. Pa da ne bi zdaj mogoče, Andraž, ker je res velika nihajnost na trgu, pa da ne bi zdaj te procente omenjala, ker mogoče se bo pa danes seveda zgodil odboj, ali pa ne vem, naslednji teden spet kakšna korekcija, odboj, ne vem. Vidimo, da precej niha, pa mogoče, če lahko nasplošno pogledava, kaj je v ozadju teh pretresov, gre tukaj verjetno za kombinacijo več dogodkov, glavni akter pa lahko rečemo, da je Donald Trump in pa njegova politika. Kaj ne? Ja, mislim, glavni akter. Dajmo reči, da je on tisti, ki zapoveduje, kakšna glasba se predvaja na plesnem parketu, bi se temu rekla. Ne? In v tem trenutku je ta izbor glasbe zelo schizofren in nekako vsak dan se menja, enkrat je nekje ena romantika, naslednji dan imamo death metal, pa imamo nek rock and roll, pa nazaj k klasiki, pa se pa pretvarjamo, da nihče ne ve, zakaj smo vse skupaj vrteli. Tako da v bistvu dosti nepredvidljivo. Bi pa rekel, da se Trump se po mojem mnenju obnaša natanko tako, kot ga jaz vidim ves čas. In to je oseba, ki je zelo močno skoncentrirana predvsem v lastno koristoljubje, če se mene vpraša, malo manj v ameriške interese, ker če bi to malce bolj dolgoročno gledali, vsem ZDA ne more sama po sebi, ko bi rekel, obstajati kot edina država na svetu. V tem trenutku pa zgleda tako, da ZDA izsiljujejo dobesedno vse na seznamu, ki obstajajo, tako da so tako res schizofrena politika je good cop, bad cop, s tem, da je good cop in bad cop, ne, dobri in slabi policaj je vse Donald Trump v isti osebi. Ne. En dan gre k Putinu, pa govori o tem, kako je diktator Zelenski, ne, drug dan je največji prijatelj Zelenski, zato ker ga prisil, da naredite dogovor okrog teh redkih dobrin oziroma redkih mineralov in zemelj, ki jih ima Ukrajina. Tako da v bistvu je malo tako deluje, ne vem,
te narkokarteli, ki so bili včasih, ne, plata v plomo, ne, kako reže, ne, ali te mu podkupili, ali pa v šus v glavo dobu, tako približen, ne. V vsakem primeru zmagamo, ne. V tem ne moreš zmagati v bistvu proti Trumpu zdaj v tem trenutku z nekim racionalnim. Enostavno je nek bully, ampak vseeno, kakorkoli so si mnogi obetali to liberalizacijo sektorjev, kako bo zdaj to zlati razcvet, sej mogoče to še zmeraj prihaja, ampak v prvi fazi se je on osredotočil na take malo bolj razbojniške posle, da se tako te tarife, pa izsiljevanje, pa vzel bom to licenco, pa tole naredil sicer, ne. Zelo malo se tako sistematično ukvarja. Mogoče največ dela Elon Musk z njegovemu prizadevanje, da zmanjša birokratski aparat, ne. Tako da Musk Švica, Donald pa okrog hod, pa v bistvu take kupčije, no, kot on prav skupaj sestavlja. Mene je pa kar malo presenetilo. Jaz sem mislila, da je to fake news, ta video posnetek, ki ga je naredil Trump Gaza. A si to tudi videl? Ja, mislim, sem videl, ja. Mislim, to je šokantno. Mislim, kaj si v bistvu en tak svetovni voditelj privošči. Ampak on ima to lastnost, da se lahko dela neumnega na nek način, ne? V tem smislu, da to sploh ni nastalo pri njemu. On kar mal pozab, kar bil mal dementen. Ne? Sam posnetek je tako totalno ugaben, če gledaš, kaj se trenutno v Gazi dogaja, vsi ti ljudje, ki trpijo tam. Ne? Potem nekdo ima neke fiktivno usporedno vesolje z zlatimi kipci samega sebe. Mislim, to je tako sploh ne vem, ne morem izraziti svojih emocij, ki me prevevajo. Če mal pomisliš, če pa sam gledaš, se pa zdi, kaj ena karikatura v bistvu ene osebe, ki bi morala biti voditelj, ampak je pa natanko to, kar se od Trumpa pričakuje. Trump je biznismen, on v bistvu od unih, ne vem, časov you are fired, se v bistvu na nek način isto obnaša. Ne vem, če nekdo njemu ni pogodil, you are fired, ali pa naredi, ne vem, to pa to nalogo moč opraviti, sicer si fired. In on se kot predsednik dobesedno isto obnaša, ima pa zagotovo ekonomske oziroma poslovne, tako rekel, interese po celem svetu, in to pol drugi člani družine, Trump in podaniki urejajo, njemu ni treba niti migant s prstom, da se nova zgradba Trump Tower licencira, bog si ga vedi kje. Tako da, ali pa da se neki, ne vem, kojni mintajo, ali majice, ali luksuzne, ne vem, linije pidžam, ali bog si ga vedi, kva še vse postaja. Ja. Zdaj, danes je Zelenski na obisku pri predsedniku Trumpu. Ne vem, kaj tukaj si lahko sploh obetamo, kaj lahko pričakujemo, glede na to, da sta sklenila sporazum o izkoriščanju ukrajinskih teh naravnih virov in 50% prihodkov bo namenjenih obnovi Ukrajini. Trump ocenjuje, da bo ZDA to prineslo $350 milijard. Kaj lahko pričakujemo in kakšen bo to potencialno vpliv na borzne tečajnice, ne vem, kratkoročno, srednjeročno? Mislim, vsaka normalizacija nekih razmer pač v Ukrajini bo zagotovo pozitiven nek odziv, vsaj začasno, predvsem, bi jaz rekel, v Evropi, kaj največ v bistvu bila nekako pod pritiskom tega ukrajinske vojne, ki se je dogajala. V končni fazi to tudi dobro za Rusijo, Američani bojo pa pač izkoriščali in monetizirali to podporo, ki se mogoče celo nesorazmerno, če gledamo, koliko je kdo nekako financiral pa držal podporo nekako Ukrajini. Američani so zmeraj najbolj glasni in najbolj ta svetovni policaj, in zaradi tega imajo to pravico iti in v bistvu oba na nek način spraviti za pogajalsko mizo. Zdaj, a je Ukrajincem v resnici to pasalo v tem trenutku, torej da bi imel on najboljši, ne vem, nek idealen pogajalski položaj z njihove strani? Seveda ne, zato je pa Zelenski tako okleval. Tako da jaz mislim, da je Trump tukaj dobesedno se odločil, da bo oboje na nek način spravil, rekel prsilil, mogoče celo, ker vprašanje tudi, kakšen vzvod je tam pri Rusih imel, da jih je stimuliral, ali pa ne samo dva korenček palca, in to pač on nekako v zadju teh njegovih dogovorov poteka, ampak na koncu bo to pomenilo, da se bojo tam delali neki posli, določene elite bojo ob koritu in bojo večino teh 100 milijard, kot jih on pride, fiksa in reče, tukaj bo 300 milijard, dragi moji podaniki, zdaj pa kdo gre noter v akcijo. Približno tako je. In zdaj to pomeni, da ta konflikt, ki se je zdaj ustavil, bo pač
rekel, ta vladajoča garnitura imela sigurno korist od obnove Ukrajine, od raznih poslov, od dostopa do teh redkih dobrin, ki pač, rekel, so del neke nove verige vrednosti ustvarjanja tehnoloških izdelkov, vključno, ne vem, do baterij in podobnih stvari naprej, ali pa kakšna vesoljska tehnologija. Tako da v bistvu z tega stališča pač se je Trump rekel, da se 4 leta imam in v največji možni meri bomo tale biznis izkoristili. Zdaj, lahko bi en rekel, v redu, super, končal bo vojna v Ukrajini, ne. En bi tudi rekel, super, končal bo spopad na Bližnjem vzhodu, sam če je način končanja tako, da deportira tam praktično zbriše eno ljudstvo in tam, ne vem, neke nebotičnike zida, da v Netanjahu na bazenu lovska prežala, ali kako se že zaključno, tista AI generated video. Ne, Musk je bil na koncu, Musk in on. Ne, Netanjahu v bazenu, v kopalkah, oba, Musk je jedel une neke, ne vem, pač pite ali kva že, je tudi se pojavila noter, ne, seveda, sam tam z Netanjahovom v kopalkah v bazenu ležita in se sončita, ne, tako da s kom je on v postelj tam v tem videu je dokaj jasno, ne. Tako da, in to vedno s tistim, ki ima dosti denarja, po domač povedano. Z reveži se on ne ukvarja, ne. Ja, ne ukvarja se, to je postranska stvar, ne. No, v glavnem, to je ena zgodba, a ne, Rusija, Ukrajina, Bližnji vzhod, potem pa je v bistvu napovedal carinsko vojno, če temu tako lahko rečem. On je napovedal praktično celemu svetu carine, EU, Kitajska, Mehika, Kanada, ne, bohe, koga bo še doletel. Njemu se pač Trump se je prijel vzdevek carina mož. Kaj zdaj s temi carinami? Vsem je napovedal, drugi so napovedali nazaj. Kaj to pomeni za ekonomijo, ko vsi opletajo s temi carinami? Carina je tak spet, za ZDA, ne, kot enega izmed večjih končnih potrošniških trgov na svetu, je to v bistvu vstopna ovira na ta trg. Ne? In seveda je to spet neke vrste, ne vem, koliko imajo mafici plačevanje za varovanje tvoje trgovine, da boš tam lahko delal, ma Trump zdaj take podobne ideje samih uresničuje na nivoju carina. Ne? On misli, da bi se mogli kvazi vse proizvajati v ZDA in da če že kdo hoče tam delati, naj si odpre novo tovarno, ne? Če bo pa oddaleč delal, bo pa to za njega dražje in dražje ratal. Ne? Recimo ta teden ima tudi eno bistroumno logiko, da bojo zeleno karto ali kar državljanstvo lahko pridobile podjetniki, ki bojo plačali 5 milijonov dolarjev. Zlata viza. Ja, do zdaj so imeli program za green card, kjer si ti, če si investiral dejansko, mislim, da je bilo več kot 2 milijona in tam živel in neki razvijal nek posel, ne, si lahko bil kandidat z zeleno karto, to pomeni, da bivaš permanentno, ne, v bistvu v ZDA in delaš lahko tam. Ne. On je to malo obrnil in rekel, dajmo poenostaviti, zakaj bi mi čakali 20 let, da v firmo zgradil, ne skešira 5 milijonov, pa pride sem. On poenostavil stvari, zakaj bi čakali, da rezultat, če rabimo sam denar, v resnici. Tako da it's all about the money. Trump je res all about the money in če bi šli nazaj v leta 80, ko so nastajali filmi, ne vem, Wall Street, ki jih je Oliver Stone delal, ki tam Gordon Gekko govori, greed is good, ne, for the lack of the better word, reče, ne, ob odsotnosti boljše besede, to je Trump. Trump je, ki bi se vrnil nazaj v tiste čase, dajmo vse izkoristiti, kar se da, ne. In to je bila ta dilema, ker takrat Oliver Stone je zelo lepo moralno dilemo, tudi nekako, ki se je v tem Charlie Sheenu, njegovem podaniku, na koncu, kaj je prav in kaj ni prav. Ne? Trump vedno hodi po meji, kaj je prav zakonsko, kaj prav ni prav moralno. Njegovo moralno podporo so mu pa dali volilci na volitvah in zaradi tega je v tem trenutku nedotakljiv. In to je zelo, zelo eksplozivna mešanca, kot vidimo, ker če se temu človeku zmeša, ga ne moreš kar tako odstaviti. Bo neki let tam delal škodo ali pa koristi v očeh nekoga, kakorkoli. In še zmeraj se kregajo, to, kar dela dobro ali slabo. Dejstvo je pa, da vnaša volatilnost v cel kup sektorjev, ker ko on neke tarife tam prebije, morajo vsi preračunati, pa se to hudiča pomeni. In tudi, ki pa piše, da ameriške firme ne bojo nazaj dobile te tarife v nos. To je tudi drug aspekt, ki
večina jih je tako multinacionalk. Tako da vsi se morajo na drug stran svojim partnerjem, ne vem, v dobavni verigi ali pa proizvodnji, pa zagovarjati kvazi njihov norc tam dela, ker svet ni tako, da se vse dela in proizvaja v ZDA, vsi drugi imajo pa, ne vem, palce pa kamne, pa hočejo tam biti. Ne. Tako da, ne vem, pač. Ne. Ja, ne, to si dobro povedal. Je pa zanimiva tudi retorika, ki jo ima proti EU, Evropski uniji. Mislim, da je rekel, da je Evropska unija je nastala zato, da bi zafrkavala Ameriko. Ja, seveda, v napoto bo in na nek način, ne, ker mislim, jaz razumem, da je Trump frustriran, ker se z Evropsko unijo pogovarja, ker ima toliko nekih nivojev odločanja, pa posamične države, pa pol svet ministrov in itd. Ne. Seveda, on se rad tam z enim diktatorjem zmenil, tole men, tole tep in to je bilo to. Ja. To je to. Zdaj smo na hitro obdelali Donalda Trumpa, obdelali smo tudi pač te vojne, ki trenutno še divjajo. Verjetno pa je na to povišano volatilnost so vplivali tudi nekateri drugi dogodki, recimo večji fokus, praktično vsi smo čakali zdaj že mesece na rezultate od Nvidije. Prišli so rezultati, skoraj $40 milijard prihodkov, kar je 12% več kot prejšnje četrtletje, in to je konec koncev tudi preseglo pričakovanje analitikov. Delnica pa je potem upadla iz četrtka na petek za 8,5%, kar analitiki v bistvu pripisujejo skrbi glede zmanjšanja profitnih marž zaradi višjih stroškov proizvodnje novih teh Blackwell procesorjev. A si kaj spremljal Nvidijo, pa kako gledaš vse skupaj, tudi konec koncev s tem kitajskim DeepSeekom, ki pravi, da lahko cenejše proizvaja svoje produkte? Ja, seveda sem spremljal Nvidijo, pogledal sem si rezultate, ki so bili objavljeni. Rezultati so bili seveda nad povprečno medijano napovedi analitikov. Je pa res, da so bile te napovedi zelo velik razpon je bil. No? In nekateri so se malo vtikali v to noter, da Nvidia ni presegla tudi najvišjih teh ocen, zlasti pri prihodkih, a ne pri porasti. Tako da, če bi gledal sam print, se temu reče, torej samo objavo rezultatov, ta seveda so bili super, izjemni rezultati, ne? Tudi izjemna pričakovanja, ampak tam ni bil ta glavni problem, jaz mislim na koncu. Mislim, da se je začela stvar malo fermentirati potem, ko je CEO šel na klic in začel malo razlagati, kako oni vidijo stvar naprej, kakšno rast vidijo naprej, kako hiter ramp up Blackwell čipov v bistvu vidijo, kakšno je povpraševanje, in tam se je izkazalo, da tam bo treba mogoče počakati ne par kvartalov, da se tole dosti dobro identificira. Torej, daleč od tega, da bi bila AI tema zaključena, ker tukaj se investicije dogajajo. Sam dejstvo je pa tudi, da pri delnici, ki je šla dobesedno, ne vem, tam z nekih 40 in nekaj dolarjev vse do 150 plus, pač je treba se zavedati, da so narasla pričakovanja in tukaj je zelo, zelo malo prostora, pa se hitro obrne. In pač ta sentiment se je začel obračati, po mojem mnenju, zato ker so vse delnice so, povprečju so, zlasti ameriške delnice precenjene, so malo napihnjene. Zdaj, koliko so napihnjene, je drugo vprašanje, ampak ravno zaradi te konstantne premije, ki jo imajo, zaradi tega, ker se obrestne mere ne znižujejo, tako bi mogli, je to pač glih na ta prav koktel, če mogoče ni vse najbolj kičas, da pač se začne sentiment malo obračati navzdol. In temu so sledile določene sektorske rotacije, malo se je denar pobiral ven iz teh Magnificent 7 IT-ov, začel se je več govoriti o drugih sektorjih, o drugih delnicah, celo v Evropi se je začel govoriti, da ima nizko vrednotenje in take stvari. To je pa ena taka tipična stvar, ki se dogaja, bi jaz rekel, ob eni redni korekciji trga, zato ker bom tako rekel, če pride res do poka balonov, to šlo še dol 20-30% in nobena delnica na varna pred tem, da tečaj upade, je pa res, da mogoče kaj manj zanihala, mogoče kakšna bolj, rekel, konzervativna panoga. Tako da ponavadi se mi zdi, da Wall Street kratko deluje, ker nima več toliko municije, da hvali te njihove najljubše delnice, začnejo kar o nekih drugih delnicah govoriti, ker so nekje ob strani, še zmer blizu AI-ju, pa ne čisto. Jaz jim pravim, ne točno imaš delnice,
Ker jaz rečem, če se te za AI podreti, tudi ta netočna imaš delnica, ki ima neke, ne vem, ker tam neke podatkovne centre gosti, ne bo zgodba o uspehu. Ampak vseeno se mi zdi, da bi bila ena korekcija, mogoče tudi še kaj globja, ki je zdaj zdrava za trg. Tako da ta momentum je zdaj šel ven, zdaj pa samo vprašanje, ali bomo zdaj tukaj, rekel, počasi šli dalje, ne? Ali pa bomo mogoče lahko bi pa tudi videli neko korekcijo, ki je bila pa mogoče malo globlja, ne? Kot recimo, rekel, nek ta, če mu lahko temu rečemo, premik navzdol ali pa mini medvedek v letu 2022, ne? Ki je pa kar celo leto nekako drsel navzdol, ker smo bili tudi na nekih podobnih nivojih precenjenosti in je bilo to precenjenost treba nekako stran odpraviti. No? Torej, to ni popolnoma izključen scenarij, če se mene vpraša. Se veš, ljudje niso nekako navajeni na te taka nihanja. Recimo, zdaj mi skozi poudarjamo 10-20% upad večkrat v enem letu, da vas ne preseneti, ne? Ampak vsakič znova pa preseneti posameznike. Jaz mislim, da tukaj sentiment se malo drugače dojema, kot se je včasih, zaradi tega, ker povprečen vlagatelj ima tudi, recimo mi zdaj govorimo o delniških naložbah, pa govorimo o S&P-ju, ki je širok delniški trg, recimo. Pa imamo Nvidio, ki je ena delnica, ki je res volatilna skozi, ker so rezultati pridejo, to je plus minus 20, nič čudenega ni. Pa ima pa veliko ljudi tudi še kripto, Kripto je pa tudi, ja, ampak to vpliva na cel sentiment, zaradi tega, ker ni več tako, da imaš sam delnice, pa sam indeks, ampak imaš tudi te neke vroče stave noter in veliko ljudi jih ima in to vpliva na njihov sentiment. In to je pa nekaj v zadju, ko mal najeda, veš, ne? Najeda, če traja, ne? To se pa kar strinjam, to je kar velika bolečina zdaj, ko je bil konkretna korekcija na kriptu, kaj se pozna lahko v portfeljih. Veš, kaj si zdaj rekel, zdaj, če pogledava recimo, rekel si, omenil si Evropa, da je dobro performala, v letošnjem letu recimo Eurostoxx 50, 11% v plusu, FTSE 7%, DAX skoraj 13%, tako da so kar taki dosti solidni rezultati v Evropi, medtem ko Amerika v letošnjem... Vedeti, da lani je bilo totalno obrneno. Jaz ti govorim samo v letošnjem letu. Ja, se to je pol malo tako, veš, ti glih o datumih, ki govorijo, moram malo razumeti, ne. To je ravno ta rotacija je bila, ne. Ameriki smo ful naredili, pa še letos so ne vem, Nvidia je ful naredila še year to date, ne, v bistvu. Tako da v bistvu se je to dogajalo, da enostavno rotacija se dogaja. Ne? In pol eni sektori, ki so kakšen let, dve bili bolj v buli, pol glih tisti let malo not prenesejo relativno. Ne? In zdaj se mi, da je Evropa tak lep primer tega. No? Ja. Se pravi, pomembno je, da smo očitno globalno razpršeni, da jahamo vse valove. Pomembno je predvsem to, da popolnoma ne pozabimo, po mojem mnenju, na razpršenost. Je pa res ena stvar, da mogoče jaz osebno imam težave malo s to razpršenostjo, če jo preveč, če nimamo neko strateško logiko za njo, bom razložil. Ne? Ker določena gospodarstva imajo demografsko ali pa neke druge faktore, ki so zelo, zelo, zelo slabi ekonomsko gledano, ker dolgoročno demografija igra neko vlogo. Ne? Če gledamo zlasti te, ne vem, varčevanje, pa dolgoročno investiranje, pa ne vem, smo tudi že o 30-letnih donosih govorili ene par epizod nazaj, tam pa je pomembno, da je neka demografija raste in bo čez 20 let največje gospodarstvo na svetu, Indija, Kitajska, ne glede na ni toliko razvito, ampak Evropa nima tovrstnih rasti, Evropa se po rasteh bolj približuje mogoče Japonski, ali pa zaenkrat na srečo smo malo nad, toliko dekadentni Japonci zaenkrat še nismo. Mal nam pa po moje pomaga tudi tale, če mal se uračunava noter pač deeskalacija vojne v Ukrajini, če se res zgodila po mojem mnenju, ker Evropa ima težavo energetske preskrbe in energija je večen faktor konkurenčnosti evropskega gospodarstva v različnih panogah, ker so bile te cene visoke,
ne vem, primerjavi z drugimi geografijami, zlasti Američani, tudi Kitajci, v bistvu je to bil nek faktor, ki je pomemben. In če se cene energije in elektrike znižajo, za marsikatero evropsko podjetje bo lažje dihalo v jeklarstvu, v kemični industriji, v nekih drugih predelovalnih industrijskih dejavnostih. V Evropi pa vemo, je pa veliko teh klasičnih, da bom rekel, predelovalnih industrijskih dejavnosti, tudi cikličnih, če bi hotela reči. A skočimo na hitro, mogoče sam še mislim se za kripto. Jaz, ko se pogovarjam z mladimi, mladi fantje so 100% izpostavljeni kripto, nekateri. No. Nekateri imajo kar precej velik delež tega pač kripta v svojem portfelju. Zdaj, to se je konkretno skreširalo, velik upad je bil. Zdaj pravijo nekateri mladi, vse smo navajeni na taka nihanja. Recimo pred kratkim mi je ena rekel, da ima večji problem, ko raste, kdaj prodati. In to smo tudi videli zdaj v temu, pač v tej rasti. Ljudje so kar verjeli, da bo to še ne vem, dokam zrasel, in tudi niso unovčevali dobičke iz kriptotrga, ker pač enostavno tam je mentaliteta, sploh ko je govor o Bitcoinu, hodil. Ja, kako gledaš na to? Mislim, bolj analiziram ta fenomen. Kako gledam na to, mislim, treba je vsem povedati, da če pogledamo pač kriptoasete ali pa ta glavne pač kovance, če se tako izrazimo, je prišlo do nekih strukturnih sprememb skozi čas. Zdaj, na to moramo razumeti. Zdaj, Bitcoin, kakorkoli ga gledamo, pač postal nek sprejet commodity za trgovanje v celem svetu. Vsak app za investiranje, tam je Bitcoin, in to pomeni, da se je krog razširil uporabnikov zelo. Je treba tudi razumeti, da to ni več Bitcoin leta, ne vem, 10 let nazaj, tukaj vsi živi možni uporabniki se igračkajo s tem kovančkom. In zdaj to seveda povzroča, da se tudi obnašanje in vzorci cenovni spreminjajo. Torej, če se je včasih sesul za 90%, kar res ni bilo likvidnosti, se bo mogoče zdaj sesul za 50%, pa 60%, malo manj. Po drugi strani pa tudi ne more zrasti več za, ne vem, 400-500 kratnik, kot je bilo to včasih. Tega ne bo. Bo pač tudi, če zdaj pade, ne vem, banalno, na 50,000 ali kakorkoli pa že, ne bilo to na čudenga, bi šel na pol, recimo. Včasih v kriptozimi šel 80% plus dol, zdaj bo kao njihov mal manj, ker bo nekdo spet rekel, dajmo zatradati to zgodbo, in bo šel nazaj. Tako da jaz mislim, da tukaj pač je zaenkrat še zmer pač ta mogoče hodl, tema je intact, v tem smislu, da se vseeno vključuje Bitcoin noter v neke, ne vem, ko bi rekel, finančne trge, če hočemo temu tako reči, in Trump ne bi tukaj tudi tlakoval še večjo vključenost. Mislim pa, da je zmer več denarja potrebnega, da se porine Bitcoin za, ne vem, $10 višji. Tako da v bistvu je zmer težja ekipa, težje jo je premakniti, če se tako izrazimo. Tako da v bistvu tudi upside ne vidim takega, kot se je pričakoval. Tako da verjetno je to zdaj in na koncu postane nek Bitcoin neka podobna, ne vem, če primerjal te tehnološke delnice, sploh ni več tako hude razlike med enim gibanjem, ne vem, ene mete in Bitcoina in Nvidia v smislu, koliko gre dol, koliko zraste in take stvari. Tako da, in tukaj bo fokus zdaj malo na teh drugih up and coming altcoinih, tukaj je pa še zmer veliko vprašanje v bistvu teh use caseov, ki se potem na, ne vem, smart contract omrežjih, dajmo tako izvajajo, kot so Ethereum, Solana je konkretno ponosno jih dobila v enem tednu, recimo kot nek, rekel, next level chain, ki ne bi se zelo uporabljal v prihodnosti. Tako da jaz mislim, da je ogromno ljudi nekako ta Trump hype, ki se je začel malo obračati, ker je bilo jasno, da nam šlo tako up in a straight line, je malo Trump paniko povzročil in so pač povzeli dobičke in je bil pač nek run for the money. Run for the money. Ja. Okay.
Mogoče za konec, ker sva rekla, da bomo imela malo krajša epizoda. Veš, kaj opažam zadnje čase? To me je kar malo presenečanje, no, moram priznati. Recimo, zdaj smo imeli pač neke korekcije na trgu in hkrati vidim pa, da ljudi precej zanima investiranje v delnice, tudi v kripto. Zdi se mi, da mogoče zdaj gledajo na te padce kot na razprodaje. Zdi se mi, da se dogaja nek ta shift v dojemanju teh korekcij in mogoče, sploh, ko smo dolgoročni investitorji, vedno ponavljamo, se splača takšne korekcije izkoristiti, zato da pač mogoče dokupimo kakšne naložbe. V bistvu je tako. V bull marketu, ki se dogaja itak že praktično od 2010 naprej, tam nekje, 2009, 2010, 2008, odvisen kvazi gledamo, je vsaka korekcija se izkazala do zdaj za priložnost. Ne? In ker se je tokrat že izkazala, se je to pričakovanje, lahko tudi rečemo naivno, torej naivno, da se v ta bull market v večnost nadaljeval naprej, se je vsakič tudi potrdila. In tisti, ki ni sodeloval, mu je bilo vsakič žal, da ni sodeloval. In je zmeraj več tistih, ki želijo sodelovati v naslednji korekciji. That is by design. Težava nastane samo to, če pridemo do tega, da se izčrpa nek bikovski trend, da mogoče nismo čistem, ampak v roku parih let se pa lahko to zgodi, in bomo vstopili na 10 let jahanja medvedov. Tam bo pa vsaka korekcija pač ne bo prinesla do višjih tečajev nekaj časa, 5 let recimo. In zdaj težava tega je, da edini način, da temu, ko bi rekel, kontrirate, je to, da ste resnično dolgoročni investitor. Ne da lažete samo sebi, da v resnici bi zdaj malo pičale nepar delnic na kanape gor, pa pa bomo imeli, pač neke koristi, se seveda lahko zgodi, ampak resnični pregovor, da je vsaka korekcija priložnost, velja za dolgoročne investitorje, ker kot smo študirali v epizodi nad 15-20 let, so vse korekcije brezvezne, so taki, ne izgledajo neki tudi dolgi dogodki, čeprav lahko trajajo več let, ampak v tem kontekstu se na koncu zmer trg pobere, bolj je pomemben ta neka časovna tudi razpršitev, da takrat ne odnehamo, da pridobimo te točke in ker bomo itak 15-20 let držali po tej korekciji ali pa po tem medvedjem trgu, in ti treba gledati v prihodnost. No, tukaj vidim bolj težave, zato ker pač kakšni, ki tradejo, nimajo tega dolgoročnega horizonta, se bolj iščejo neke točke, še bom not pri 5 pa prodal pri 20 ali pa pri 1000 pa 50 000 pa nehal, pa dal na varno. No. In sej lep primer tega, kako bi rekel, črva, ki jih pa zdaj razjeda je, recimo, da si bil 3-4 uspešen in si, naredil iz 10 000 evrov 50 ali pa 100 000, ko si še kaj igral se. Pismo, pa pade Bitcoin za 40% dol in jih je kar naenkrat 60 evrov. Začel si pa 10 000 in klej pa pol niso več relativne stvari, klej pa pol že absolutna številka, ki posamezniku začne nekaj pomeniti. In po jih pa začne že za 10% premik dol. Čeprav je bilo to vse, ker so začeli s tako nizko številko. Tako da ta ohranjanje premoženja, ljudje začnejo o tem razmišljati, koliko jih to boli šele pol, ker neka številka nastane, ki je materialna v absolutnem znesku glede na njihove življenjske potrebe. Ta je klej trik. Pa procentov sploh ne gledamo več, pa kar evre začnemo gledati. A ni to zanimivo? Ja, to se pa s tabo kar strinjam. Recimo, jaz, ki gledam danes moj ta kriptoportfelj, to je kar... Kaj bi za te evre lahko dobila, recimo, kaj zdaj kvazi ni več, Ja. Mislim, kvazi ni več, pač so. Če se bo, jaz se zato pravim kvazi, ker če se bo odbil in šlo naprej, boš pač jih imela še več. Se mi smo prisotni na kriptotrgu že toliko dolg časa, da pač te nihanja, to smo že vse dali čez. V glavnem, glavni nekak nasvet je pač za tiste dolgoročne investitorje se lahko ti dipi oziroma popravki, korekcije lahko dobra priložnost za... Ob eni opombi, ne kupujte mi nekih čudnih, obstranskih, obskurnih inštrumentov, na dolgi rok preživi kvaliteta, cash flow, dobra podjetja, tudi če kripto govorimo, je to nekaj, kar, držite se Bitcoina pa malo okrog,
teh kovancev bo pocrkal v naslednjih 3 letih kar ogromen. V bistvu se skozi rojevajo, pa skozi umirajo. Ne? In danes, da imaš neko mainstream kritično maso, ne vem, karkoli je tam pod, ne vem, 20 milijard, je vse nek pump and dump čudna scena v končni fazi. No? Lahko da je v zadju. Zdaj tudi mogoče marsikdo se sprašuje, zdaj vsak dan čekiram tečajnice. Mi smo vedno rekli, pač ni potrebno, da vsak dan čekiramo tečajnice, ampak Caleb Silver iz Investopedije, ki sem se z njim pogovarjala, je pa rekel, da čekirajte vsak dan tečajnice, samo morate vedeti, kaj se dogaja z vašim denarjem. Jaz bi rekel, da moraš biti pripravljen na to, da vsak dan lahko tečajnice čekiraš, ker pač moraš biti pripravljen na to, da pač so različni, ko bi rekel, izidi na delniški trg vsak dan. Zdaj, za enega mogoče, ki tudi ni vajen viharnega vremena, po eni rekel, raj ne glej skozi okensko, ali pa ki strele bojijo. Enkrat je to vajen videti, ne vem, kolikrat na let, da so hurikani in gor dol, reče, da je pač to tako je. In danes je hurikan in pač to spet ni tako nenavadnega, ker pridejo. In pri borzi je isto, če mislite, da skozi san sonce sjal tam zunaj, ne vem, pol to ni ok. Če pa veš, da lahko pridobiš toliko let, ne vem, deževnih dni, toliko viharnih dni, toliko sonca, pa ni problem, ker si to relativiziraš in rečeš, pač ko je, danes bo očitno viharen dan in ni to nekaj, kar ne bi pričakoval, recimo, kar ni del programa dolgoročnega, ne vem, kako bi temu rekel, del življenja v končni fazi. Spon in padci. Tako je. Zdaj bova pač počasi zaključila. Najprej bi se pa rada vsem zahvalila, ki ste komentirali epizodo, kako iz 25 evrov mesečno do 150 tisočakov. Ful komentarjev je bilo in tudi obljubila sva, Andraž, da bova tudi na vse te komentarje potem tudi odgovorila, ker so bili zelo dobri komentarji, argumentirani komentarji, ki v bistvu pač nekako lahko še naredimo še kakšno epizodo o obrestnem računu. A se s tem strinjaš, ne? A imam kakšno drugo možnost? Ja, nimaš, tako pač je v lifeu, nimaš kaj. Zdaj sva rekla in zdaj moramo to narediti, ampak ja, ta epizoda danes je bila v bistvu res ena tak odgovor na v bistvu vse te dileme. Jaz dobivam kar nekaj teh vprašanj. Moram priznati, da ni več teh vprašanj v stilu strah me je, kaj pa če bom izgubil ves denar, ampak ljudje bolj sprašujejo v smislu, kaj zdaj, a naj kupam to korekcijo, pa kako naj kupam, a mi lahko svetuješ preko katere platforme kupovati Bitcoin, naprimer sem dobila kar nekaj teh vprašanj, tako da očitno so ljudje v tem popravku videli tudi očitno priložnost na kriptotrgu, tako da pa tudi opažam mogoče še to porast prodaje te naše delavnice investiranje za začetnike, tako da tam v naši delavnici tudi v bistvu pojasnimo vse te osnove, ki jih morate vedeti, kako narediti, kaj narediti zato, da lahko samozavestno stopite na kapitalski trg, na delniške trge, tudi v primerih, kot so taki, ko se dogajajo take korekcije. Yes. Moram priznati, da marsikoga to ful preseneti, tudi iz teh mojih novinarskih krogov, marsikoga to preseneti, pač enostavno ljudje niso navajeni. Jaz bi rekel, da za začetnike je nekaj najboljšega, da se ti v bistvu v nekem začetnem obdobju, ki se ti še učiš, da tudi zneski nižji, kakšne napake delaš, kakšne traparije delaš, zagodi kakšen tak medvedji trg, ker z tega se boš največ naučil. Po drugi strani pa to tudi priložnost, če boš kontinuirano neke kvalitete, tukaj govorimo o indeksih, kar res v osnovi. Indeks je košarca, ki se sama po sebi trebi in zmer so najboljše jabolka, gnila skozi van mečejo. To ves čas govorim. Tako da toga ful se podcenjuje te indekse, sploh ta največje. V glavnem, in tam noter imate kvaliteto. To je stvar, ki se v zmer odbila na koncu. Če te pa nekam zašli v neke leve ulice, pa neke namige delniške od bog si ga vedi koga, tam pa lahko firma, ena recesija, dve jo pokopljeta, konkurenca popapa in nadijo. Pa ni benga odboja več. Isto je za kovanci, ki so stran od teh fundamentalnih kovancev, bi rekel. Tako da stran poti, kaj je že pop design, vedno sta dve poti, ti pa izbereš tisto, ki je ni. Ko se doskrat investira. Najde se še tretja opcija, ki sploh ben ni vedel, da obstaja in keno odgre denar. To ful odsvetujem.
Evo, super, Andraž, mi dva sva rekla, da bomo naredili 15-minutno epizodo. Zdaj že, ne vem, 41 minut, koliko snemava. Tako da, super, najlepša hvala za odlično debato. Mislim, da smo razčistili nekatere stvari, skratka, padci so lahko priložnost, a so se zaključili, ne vemo, mogoče se bo danes to še nadaljevalo, bomo videli, no. Ampak ohranite mirno kri, bodite, preverite svojo naložbeno strategijo, če ste dolgoročni vlagatelj, je to lahko samo pač ena majhna korekcija na tem našem dolgoročnem horizontu. Tako da najlepša hvala, Andraž. Hvala tudi vsem za poslušanje, lepo se majte. Sem mislila, da boš kar na mene zaključil. To pa ne bom, te časti si pa ne bom prilastil, tako da izvoli. No, najlepša hvala vsem, ki ste nas gledali, poslušali. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.